Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je nedavno sprejela novo ureditev področja medicinskih pripomočkov. Novosti bodo veljale tudi za uporabnike slušnih aparatov. Po novem bodo bolj enakopravno obravnavani, saj bodo imeli isti aparati povsod isto ceno. Prav tako pa bo za določeno ceno predpisan osnovni standard kakovosti s strani zavarovalnice. Ta bo seznam slušnih aparatov, ki standard osnovnih zahtev kakovosti izpolnjujejo in pri katerem dobavitelju ga lahko pridobijo, tudi javno objavila. Tako bo zavarovalnica učinkoviteje obvladovala svoje izdatke. Koristi pa naj bi imeli predvsem zavarovanci. Na področju vzpostavljanja tako imenovanega seznama medicinskih pripomočkov bomo začeli z skupinami sladkorna inkontinenca stoma, potem pa nadaljevali tudi z skupino slušnih aparatov. Aktivnosti v tem delu pa pomenijo, da najprej za medicinske pripomočke, ki so pravica, določimo standarde kakovosti, potem pa v nadaljevanju za posamezne konkretne pripomočke, artikle, ugotavljamo, kateri so tisti, ki te standarde kakovosti izpolnjujejo. Prav tako bodo javno objavljeni podatki o konkretnih artiklih, torej tipih slušnih aparatov, ki so uvrščeni v ta seznam. Torej, oseba bo na podlagi izdane naročilnice lahko potem preverila, kakšen standard kakovosti bi predpisan slušni aparat mogel izpolnjevati, potem kateri tipi slušnih aparatov izpolnjujejo vse te zahteve in pri katerem dobavitelju lahko posamezne tipe slušnih aparatov dobi. Za področje slušnih aparatov načrtujemo, da bo konec letošnjega leta imenovana posebna komisija, ki bo pripravila predlog standardov kakovosti za slušne aparate. Pomembno v tem delu je, da član komisije je tudi predstavnik gluhih in naglušnih, tako da bo imel možnost predlagati tiste zadeve, ki so pomembne z vidika uporabnikov. Se bo zavod o cenah pogajal neposredno s proizvajalci oziroma njihovimi zastopniki. Torej, združenja dobaviteljev oziroma proizvajalcev so do sedaj nasprotovala novi ureditvi, predvsem iz razloga priznavanja stroškov, ko gre za javna sredstva. Zavod meni, da ko gre za javna sredstva, da lahko največ priznamo strošek v vrednosti 15%, medtem ko so mnenja združenja dobaviteljev in proizvajalcev, da bi ta odstotek moral biti najmanj 30%. Torej, sistem se spreminja v toliko, da doplačilo bo možno za tiste tipe slušnih aparatov, ki bodo uvrščeni v seznam. Ne bo pa možno doplačilo za tiste tipe slušnih aparatov, ki ne bodo uvrščeni v seznam. Da posamezen tip slušnega aparata ne bo uvrščen v seznam, so lahko različni razlogi. Eden izmed teh je lahko tudi ta, da ne izpolnjuje že prej omenjenih določenih standardov kakovosti. Načrtujemo, da z novim sistemom bomo pri določenih skupinah ustvarili tudi prihranke. Zdaj, v oceni prihrankov težko govorimo, dokler ne pridemo do rezultatov, do seznama pri prvih skupinah. Zdravstvena zavarovalnica sicer zagotavlja 19 skupin pripomočkov, kar predstavlja 450 vrst medicinskih pripomočkov. Na letni ravni zanje porabijo 90 milijonov evrov. V letu 2020 načrtujejo, da bodo za slušne aparate namenili 6,7 milijonov evrov oziroma 7,5% vseh stroškov za medicinske pripomočke. Sicer pa vsako leto prvič prejme slušni aparat okoli 700 oseb. Vseh uporabnikov slušnih aparatov pa je okrog 75 tisoč.